Danes je 13.9. Jaz obožujem to številko, jaz vem, da je pravlična, da je naravnost magična in vem, kaj se zgodi, če ti dam recimo na en tak mistični dan tudi kakšno posebno tehniko, malce bolj čarodejsko, katero pa lahko narediš doma. In ravno to sem danes izbrala zate. In sicer izbrala sem to na 13. torej 13.9. smo danes, zaradi tega, ker po celem svetu čarodeji delajo obrede in je ta kolektivna mreža teh čudovitih obredov res močna in se lahko priklopiš na to. Ampak jaz sem tokrat Merlina, ki je najmočnejši v tem rangu čarovnikov, torej z njim sem najbolj nekako po svetu dela, vprašala, kaj je tisto, kar ti potrebuješ in dobila sem odgovor, da potrebuješ obred odstranjevanja tujih negativnih misli. Zakaj pa to? Meni je bilo razloženo strani Merlina tako, da je mesec september resnično zanimiv zaradi tega, ker prihaja veliko novih obveznosti in ljudje takrat čutijo ful veliko stresa. Torej, prideš z dopusta, zdaj treba pa to zrihtati, pa on je treba zrihtati, veliko stvari je treba zrihtati, razumeš, ne? In ko imaš recimo ta nivo stresa zelo močen, torej se zviša, številni ljudje zelo radi delajo to, da ta stres zelo uspešno odlagajo na druge ljudi. Zelo prefinjeno to naredijo in sicer ti lahko dajo občutek, da je bila to tvoja ideja. To pomeni, da ti nekateri ljudje svoje obveznosti, odgovornosti in še marsikaj preložijo na tebe in ti dajo občutek, da je vse skupaj bila tvoja ideja. In takrat, če imaš pa ti svoje breme, ker imaš seveda neka svoja bremena in svoje obveznosti in še tuje breme na sebi, takrat pa res ni to dobra kombinacija, zaradi tega, ker imaš potem na sebi še neko energijsko navlako, katero pa ne rabiš. Zato sem ti danes pripravila obred. In zdaj ti dajem tudi navodila, kako ta obred narediš. Ampak tokrat bomo naredili nekaj res posebnega. Bom pogledala plonk cegel, zato da slučajno kaj ne spustim. Prva stvar, v tekstu, nekje v tekstu, katerega vidiš, ne vem, kje zdaj vidiš tole vsebino, sem ti dala eno povezavo. In na tej povezavi najdeš podobo, katero sedaj vidiš tudi tlele nekje tukaj okrog mene. Natisni si prosim to podobo, najdi to povezavo. Tole je Metatronova kocka in to podobo si torej natisni. Ampak zakaj Metatronova kocka? Kaj ima pa zdaj Metatronova kocka veze z Merlinom pa s čarovnijo? Metatronova kocka je zelo močen čarodejski lik iz svete geometrije, ki nosi veliko magičnih moči. In Metatron je nadangel, ki ima v sebi veliko alkimije. Dosti ljudi ločuje ta dva svetova, veš, čarodejskega pa angelskega, ampak to ni res, ona dva sta tesno povezana. Torej potrebuješ natisnen ta krog, ki ti bo prinašal, jaz temu rečem, tak lep most med čarodejskim in angelskim svetom. Potem pa pazi to, naslednja tvoja naloga je, da v vsakega izmed teh krogov, torej 13 krogov je, napišeš eno misel, katero veš in čutiš, da jo imaš, jo pa ne želiš nositi. Recimo, nekaj nisem dobro naredila, joj, ziher mi bo nekdo nekaj zameril. Vse one negativne misli, ki ti nalagajo veliko odgovornosti, pa veliko slabih občutkov glede sebe. Katere misli nosiš, ko se ti potem počutiš krivo, ali pa še hujš, kakšni ljudje se počutijo potem nesposobni in tako dalje. Teh misli nočemo imeti. Napiši 13 teh misli. Če imaš pa samo ena negativna misel, hej, čestitam, potem pa napiši, če nimaš 13 negativnih misli, napiši pa eno 13krat, tudi to je možnost, Potem pa pokličeš Metatrona in Merlina, torej oba, in prosi za požig teh energij. Ker lahko si kakšno lepo glasbo predvajaš na svoj način, kakor bi recimo to rekla prijateljici. Okrog te podobe potem prižgi 13 temno-modrih ali temno-vijoličnih svečk. Jaz vem, da se bo tukaj pojavilo vprašanje, Kristija, se lahko bele svečke? Fajn je, da so čim temnejše svečke, ne da z belimi svečkami kaj narobe, ampak bele svečke bolj privabljajo energije. A veš, svetle barve so iniciatorske,
temne barve so pa zaščitne, zaradi tega je bolj, da so pač neke temne barve, oziroma najbolj torej temno modra je barva Merlina in temno vijolična je barva Metatrona, zato bi bilo tukaj najboljše, če greš mogoče iskati take svečke. Torej 13 kar čajnih teh svečk prižgeš okrog te podobe, pustiš jih goreti 13 minut. To ne pomeni, da rabiš ti to štopati, nekateri ljudje to pa delajo, ampak približno recimo 13 minut. In ob tem si vizualiziraj, kako te misli zapuščajo tvoje lepe možgane. Okay? Nato pa rabiš to podobo na varen način zažgati. Okay? Tako da je res vse ok. In jaz mislim, da že zdaj slišim vaše vprašanje za naprej. Jaz mislim, da se bo to res vam obrestovali in da bo veliko ljudi spraševali, kolikrat lahko ta obred ponovijo. Tako jaz bi rekla, da vsakega 13. v mesecu, torej potem 13. oktober, 13. november in tako dalje. Enkrat na mesec, če tak obred narediš, ti je to res čudovito, zato da nosiš samo svoje misli. In če ti je to všeč, naj te opozorim, da Merlinova čarovnija, enodnevna delavnica na spletu, prihaja še zadnjič v roku, mislim, da nekih 6-7 mesecev, še zadnjič na spletu 24. septembra. Tako da poglej si na potovanje duse.si, če želiš še več teh obredov, če želiš, da te še na večje naučim, kako odstranjevati tuje vplive, hkrati pa tudi, kako razvijati jasnovidnost, čarodejske skrivnosti, kako delati z Merlinovim oktagramom in še res je lepa delavnica. Dobiš tudi seznam orodij, katera rabiš pripraviti, zato da lahko v živo skupaj na spletu delamo vse te obrede. To je taka čarovnija, resnično ti bo všeč. To je še zadnji vlak, ne zamudi ga. Seveda pa naredi ta obred in se te veselim vsakič, ko se vidiva, tako ali pa drugače. Do naslednjič, lepo se imej in adijo.